kako rastline čutijo našo energijo, pa vam bo povedala Nataša Meznarič, ki živi za svoje rastline. En lep dober dan, se sliši? Jaz sem Nataša Meznarič iz Žalca, drugače se ukvarjam z urejanjem okolic. Vsak petek imam predavanja v medgeneracijskem centru v Preboldu, kjer ljudi ozaveščam o korakih in metodah do sreče. Se pravi, 5 let nazaj sem bila na popolnem dnu in dosegla sem to stopnjo, da sem danes v bistvu najbolj srečen človek na svetu. Celo moje življenje je v bistvu zdaj radost, veselje, sreča, užitek in to delim med ostale ljudi, tisti, ki so pač to želijo. Kot prvo bi se najlepše zahvalila vsem, ki ste me prišli danes tule podpirati, mojo Saško Einsiedler, Rajkota Bošnjaka, Erno, Nufko, v glavnem vse, ko me poznate, ko ste danes prišli v bistvu zaradi mene tlele, da mi malčkeno stojite ob strani. Jaz imam danes naslov oziroma temo tudi rastline slišijo, čutijo, mislijo. Zdaj, da to dosežemo, da mi slišimo rastline, da tudi mi čutimo, kaj one čutijo, moramo prvo kot prvo zgraditi en lep, ljubeč odnos do sebe. To pomeni, da v prvi vrsti imamo radi sebe. Vse to se da naučiti v raznih programih, v knjigah, ampak nič kaj nam ne pomaga, če ne vem, 100 knjig preberemo, poslušamo predavanja, če potem to ne vpeljujemo, ne vadimo v svojem življenju. Ene 10 let nazaj sem bila v Londonu na enem predavanju in po 3 dneh strogega, ne vem, 10-urnega predavanja na dan, smo šli na koncu vsi na oder in vsak je nekaj povedal. In moja želja oziroma namera takrat iz totalne ekspanzije energije je bila, da bi rešila svet. In zdaj to tudi počnem in kot prvo sem pa mogla rešiti svoj svet, ker je bil v totalni vlogi žrtve, ubogega jaza, v smiljanju same sebe in tako naprej. In to mi je dobro uspelo. In ko rešujemo svoj svet, smo lahko tudi na eni stopni se povežemo z rastlinami. In ja, rastline čutijo, mislijo, zaznavajo, vse to so že bili v bistvu neki poskusi narejeni, se še delajo. Dobra knjiga je v bistvu tale skrivnostni jezik rastlin, ali nekaj takega, ne, Rajko? Skrivnost življenja rastlin, kjer lahko več o teh poskusih izvete. Zdaj, kaj nam rastlina govori? Kdaj jo mi slišimo? Pri svojem urejanju okolic recimo velikokrat pride do tega, da nekatere rastline odmrejo pri določeni hiši. Meni rastline same povejo, katero naj izberem, na katero mesto jo naj posadim, koliko naj za njo skrbim, koliko naj recimo sadno drevje obrežem. Mi drevo samo pove, ko se povežem z njim. Kdaj se lahko jaz povežem z drevesom, z rastlino, takrat, ko sem povezana sama s seboj, ko sem povezana z Bogom, ko sem povezana s svojim višjim jazom. In rastline, kdo pa lahko to doseže, da se poveže z rastlinami? Tisti, ki ima res globok odnos sam do sebe, tisti, ki sebe sliši, ki sliši svojo pot, ki sliši vsa ta tiha sporočila, ki so dana vsakemu, popolnoma vsakemu izmed nas, po kateri poti naj gremo, kam naj gremo, kdaj naj kaj povemo in takrat lahko mi slišimo tudi rastlino. Zdaj jaz tle, da bi govorila nekaj, da je kdo višji pa nižji od živali, pa rastline, pa ljudi,
Moja resnica je pač, da smo vsi eno, prihajamo vsi iz enega vira, iz ljubezni in svetlobe in v mojem svetu smo vsi enakovredni, tudi žival, človek, rastlina, kamen, mineral, reka, jezero, slapovi, karkoli. V vsakem kamnu, v vsakem mineralu, v vsaki rastlini, v vsakem listku lahko najdete sporočilo, ki vam je namenjeno. Postanite malo pozorni na to, ker je v vsakim, ko vam pride na pot nek listek ali pa eno cvetlico zagledate, se povežite z njo in preberite sporočilo, ko ga ima za vas. In to ima čisto popolnoma vsaka rastlina, v sebi skriva informacijo in vi jo lahko preberete. To tudi jaz delam, te readinge v bistvu iz rastlin, iz kamnov in zame so kamni, recimo hodim po hribih, ogromno sem v naravi in kamenje za mene predstavlja v mojem svetu, ne vem, je to neko božanska stvaritev z ogromno energije, ki se jo pa mogoče premalo vzamemo in se premalo poslužujemo. Tako da vam zelo priporočam, če kam greste, da si kak kamenček vzamete, vprašate, če vam narava dovoli in si ga odnesete domov, ker vas bo zelo podpiral. Zdaj sem malo iz teme skrenila. V glavnem, ja, rastline. Rastline zelo dobro mislijo, povežejo se pa z nami takrat, ko imamo do njih ljubeč odnos. Drugače jih ne boste slišali. Se pravi, ko jih res imamo radi, jaz pri strankah recimo opažam, ko reče, jaz se pogovarjam z njo, pa sej govorim, pa sej sem ji rekla, da je lepa, ne? Ja, to je bla, 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 ne? To vesolje ne sliši. To so tako tiste afirmacije, ko smo popolnoma na dnu, pa smo nesrečni, pa jokamo, pa rečemo srečen sem, ne? Ja, ne, ni res, ne? Nesrečen si, prvo si to priznaj, prvo to sprejmi. In tudi, če si boš ne vem kakve afirmacije v tistem stanju govoril, si lahko govoriš afirmacije, katerim verjameš, ki jih čutiš. Vse se gre tle za čutenje, tle se gre za feeling, je največ. Tisto, kar čutimo. Ne, kar vemo, tisto, kar vete, do danes je najboljš, da vse pozabite, ker s tem, kar do danes vete, vas je pripeljalo do te točke, kjer ste danes. In če se želite z rastlinami res povezati, da jih boste slišali, se povežite prvo sami seboj, zljubite sebe, točno takšni, kot ste, ker ste popolni, kljub svoji, ne vem, neki nepopolnosti, ki jo mogoče samo vi opazite. In rastlina vam resnično lahko preda mnogo sporočil. In še enkrat poudarjam, slišali jo boste takrat, ko boste imeli prijateljski odnos do nje. Tle se gre za odnose. Odnos do denarja, odnos do prijateljev, odnos do družine, odnos do živali, koliko ste se pripravljeni poglobiti v te odnose. In če imate lep, ljubeč odnos, vprašajte rastlino, postavite se pred rastlino in jo vprašajte, draga roža, drago drevo, kakšen odnos želiš, da imam do tebe? In vam bo rastlina odgovorila, ali je to odnos, materinski odnos, ali je to prijateljski odnos, vam bo povedala. In potem začnite ta odnos do te rastline gojiti. In marsikaj vam bo povedala. Rastline tudi zelo lepo čutijo, lahko se z njimi pogovarjate telepatsko, se pravi nadaljavo. Recimo greste, ne vem, na dopust za 14 dni, pridete domov in vaše rožice so čist poklapane, nehale so cveteti, zaradi tega, ker one vse čutijo. One čutijo, da ste vi šli, čutijo, da jim ne poklanjate več vaše pozornosti, vaše ljubezni in enostavno nehajo cveteti, začnejo umirati. Tako kot vsaka živa stvar, ker jaz pravim, da ni, to so moje resnice, na to ni treba, da vi zdaj za svojo vzamete. Ne obstaja mrtva stvar, tudi mi ne umremo, vedno se nadaljuje, vse odgovore takšne lahko dobite v naravi, recimo, ne vem, vidite na tleh v narekovajih mrtev hrast, okoli njega je 20 malih hrastov, se pravi, iz tega vidika vidimo, da se vedno vse nadaljuje, vse je večno in vse gre v neskončnost, ne? In nič nikoli ne more umreti, tudi mi ne umremo, ampak na neki stopni nadaljujemo pač naše življenje, naš razvoj.
Zdaj, če želite se pogovarjati z rastlinami, pa če želite brati sporočila iz kamnov, iz mineralov, iz kristalov, iz rož, jaz mislim, da je na tej stopni nujno potrebno, da najdete svoj notranji mir, da se umirite. Jaz to dosegam z meditacijo in tle bi tudi rada povedala, da za kakršnikoli napredek je meditacija nujno potrebna. To ne pomeni, da morate imeti vodene meditacije, lahko so tudi te. To pomeni, da res najdete svoj mir, lahko tudi na sprehodu, ne vem, pol urice na dan, da se res povežete sami s seboj in z matero zemljo. In rastline predstavljajo v bistvu maternico matere zemlje, se pravi center, in so zelo pomembne, tako za nas, kot za vse ostalo. Od rastlin lahko ogromno prejmemo in odprite se temu prejemanju. Pejte ven, objemite drevo, povežite se z njim preko korenin, preko vašega telesa, nazaj v drevo in obratno. Odprite roke, razširite svoje roki in se odprite prejemanju. Rastline so tu zato, da nam dajajo, da od njih prejemamo energijo, ker enako one prejemajo od nas nazaj. In lepo je, če stkemo en tak ljubeč odnos do njih, tako recimo ga imamo, ne vem, do naših otrok ali pa do naših prijateljev. Enako želijo rastline od nas. In tle bi še recimo povedala, da rastline zelo dobro zaznavajo. Zaznavamo tudi mi in v prihodnosti, tudi v tej knjigi je bilo odkrito in je že bilo ogromno poskusov narejenih na to temo, recimo, da bi zdaj tlele stala ena rastlina, ki bi jaz imela ljubeč odnos do nje. Poskusi recimo niso uspeli, če so kar eni tak prihajali, ko niso imeli dobenega odnosa, dobene ljubezni čutili do rastline. Boste videli, da bo v prihodnosti recimo rastlino bojo priključili na take naprave, to že zdaj tudi počnejo, in rastlina sama pove recimo, kdo je bil udeležen, ne vem, v nekem prepiru ali v neki kraji ali kakorkoli. Ona vse zazna, vse čuti, vse ve. Tako tudi mi vse vemo, vse čutimo, vse znamo, ampak do te skrivnosti pridemo, ko se poglobimo v sebe, ko začnemo poslušati sebe, ko damo sebe na prvo mesto. To ne pomeni, da otroci ne morejo biti na prvem mestu, to ne pomeni, da partner ne more biti na prvem mestu. Vsi mi smo lahko na prvem mestu, ampak prvo naš korak, iz katerega vse izhaja, je ljubezen do samega sebe. In če boste imeli radi same sebe, če se boste res sprejeli, če se boste ljubili v vsej svoji biti, točno takšne, kot ste, potem boste lahko imeli z vsemi okoli vas ljubeče odnose in v vsaki rastlini boste zaznali sporočilo, ki vam ga nosi. To so zelo, zelo lepe stvari, ko vzameš kamen v roke in v bistvu lahko res prebereš nekomu tismo, ko ga je recimo meni prinesel, mu jaz lahko ven preberem sporočilo. Če ima kdo kako vprašanje, sem tule čisto na voljo, čisto odprta, da vam odgovorim karkoli, če bi kdo kaj začutil, da bo vprašal. V glavnem, ja, in pri rastlinah je tako recimo pri nas, pri ljudeh ali pa pri živalih. Če spremljate ta svet, če spremljate naravo, res, da si jo dovolite pogledati, videti, slišati, se pravi, ena rastlina vzklije recimo iz semena, umre, odide, v narekovajih umre, to že zdaj vemo. Ena rastlina zraste nekje do polovice svoje, recimo neke rasti, pride toča, jo poškoduje, spet ni. Ena rastlina pride do popka, se nikoli ne razcveti, spet pride hudo neurje, jo podre, je več ni. Nadaljuje ona svojo rast, ampak nekje drugje. Nekatere rastline se pa razcvetijo in se bohotijo, recimo tako tele sončnice,
so dobile to priložnost, da so prišle do svojega viška in se razcvetijo. In tako je enako pri nas ljudeh. In zdaj, v kakšni meri hoče kdo sijati in kakšni meri želi, da je njegov cvet odprt, je odločitev in izbira vsakega posameznika. Koliko bo sebe vlagal, koliko bo naredil na sebi, koliko si bo dovolil sam sebe spoznati, koliko bo dovolil slišati, kaj je njegova naloga, zakaj je prišel na zemljo, kaj more tu narediti in da se lahko razcveti, ker prišli smo sem ne zato, da smo v skrbeh, ker če smo v skrbeh, ustvarjamo točno še več tega, kar ne želimo. Sem smo prišli uživati, sem smo se prišli imeti fajn, sem smo prišli se radostiti, se smejati in nismo prišli trpeti. In tako me je ena prijazna gospa tule prej govorila in je rekla, pač moj najljubši stavek, ki ga boste lahko tudi recimo kje prebrali ali pa kakorkoli, če sem skreirala sranje, lahko tudi sanje. Se pravi, A ja, ti si tu, ti pa je moja voda. Tule sem jo imela, ampak takole. Se pravi, kar ogromno sranja, v narekovajih sem skreirala v življenju, ogromno ljudi prizadela, svojo družino, svoje otroke. Danes je tudi tule prvič z mano moj sin. Tako da, ampak na eni točki lahko človek se odloči in sliši en zelo pomemben stavek, ki menim za njega, da je tak prebojen. Se pravi, za popolnoma vse v življenju smo odgovorni sami. Za popolnoma vse. In vse ustvarjamo s svojimi mislimi, s svojimi besedami, s svojimi čustvi. Popolnoma vse. Tu ni debate, da bi se jaz s čemerkoli drugim strinjala. Naše misli, naše besede, naša čustva, občutki so naša vibracija, so naša energija, so naša frekvenca, bom rekla. In če je nas strah česarkoli, morate vedeti, da je strah samo misel. Strah ni nič druga kot misel. In zdaj mi izbiramo, kaj mislimo. Mi imamo vso moč nad mislimi. Ali bomo mislili, da nas je strah, pa se bomo v prihodnosti bali, ali pa bomo začeli na eni točki kreirati, ustvarjati svojo željeno prihodnost. In vedno se to spomnite. Palca ima dva konca. Na enem koncu je realnost, ki jo vidimo, ki jo živimo. Na drugem koncu palice so naše želje, naše življenje, ki si ga želimo. Se pravi, želimo si tu, ne vem, da bi bile kokoši svobodne, želimo si, da bi imeli hrano, želimo si lepih odnosov, ampak ko mi govorimo o tem, kaj mi ne želimo, usmerjamo svoj fokus, svojo energijo, svojo vibracijo točno v to, kar ne želimo. In mi točno to ustvarjamo. In na eni točki je treba reči stop in začeti govoriti o stvareh, ki si jih želimo. Ne, jaz si ne želim, da bi imele kokoške tiste gor, ne? Da bi, ne vem, kako se reče, obročke, ampak jaz si želim, da bi bile kokoši svobodne. Jaz si želim, da bi tekale tam pa tam. Jaz si želim, da bi vsak dan lahko dobila 10 jajc. Jaz si želim, da bi lahko vsi imeli svoje vrtove. Treba je začeti govoriti, kar si želimo. Ker tudi, če pogledamo v naravo, so rastline točno tako v bistvu rastejo, kot si želijo, če jih mi ne omejujemo pri rasti. In ne vmešavajo nekih čustev v to, ker vsa ta neka čustva so ena velika iluzija, ker edino resnično čustvo, ko je, ga mi v bistvu vse not občutimo. In zelo težko zdaj to definiramo.
En reče, ja, če ne vem, te partner prevara, je pol to žalost, če greš, ne vem, v prvi razred, se moraš tak pa tak počutiti in vse to smo mi lepo naučeni, kako se mi moramo počutiti ob določenih situacijah. In mi se lahko na eni točki si rečemo, da se bomo lepo naučili, kako ponovno mi želimo čutiti, in izbiramo stvari, izbiramo dogodke, izbiramo ljudi v svojem življenju, ki so nam v doprinos. Se pravi, ko imamo enkrat radi sami sebe, se tudi ne sprejmemo več vsakega za svojega prijatelja, ampak izberemo, kdo bo naš prijatelj. Izberemo, v kateri družbi želimo biti. Tudi kar se tiče recimo družine, nekateri odnosi, tudi oče, mama se na neki točki zaključijo, če ne grejo. In zdaj sem spet malo zašla, to so moja predavanja tam o petkih. Kar se tiče rastlin, ja. Jaz drugače sem po izobrazbi diplomiran inženir agronomije, sem tudi učiteljica strokovnih predmetov in recimo, ko obrezujem sadno drevje, rastlina je sposobna, če ji mi povemo, da jo bomo odrezali, da jo bomo porezali, da jo bomo pojedli, se je sposobna z nami povezati, da jo mi slišimo, ali to nam rastlina dovoli ali ne, ali je pripravljena solata, da jo mi odrežemo ali ni. Ker rastline so se sposobne tudi v eno tako nezavest same sebe spravi, da v bistvu ne čutijo, da so ranjene. In ko se z rastlino povežete, vprašajte jo, ne vem, solata, si danes pripravljena, da te odrežem, te lahko pojem. To je tudi povezava s telesom, da telo v bistvu tudi pove, ali si želi danes to solato pojesti ali ne. In so to čutenje lahko postane zelo globoko, ko ste vi povezani z naravo. Se pravi, jaz vam svetujem, čim več bosi stojite na zemlji, čim več objemite drevesa, čim več ležite na travi, čim bolj se spomnite biti nazaj otroci, od blata umazani, od peska, od mivke, ker ta povezava z matero zemljo je nujna, ker to je v bistvu naša povezava, to je naš center. In jaz v bistvu celo poletje hodim bosa, tudi ko delam, hvala Bogu, imam take stranke, da me razumejo, da nisem čudna, pa tudi, če sem za katerega čudna, je meni danes to že vse en. Se pravi, veliko delam bosa pri strankah, da se res lahko povežem z rastlino. In tako sem rekla, hvala Bogu, imam tudi stranke, ko razumejo, da želim biti sama, da me ne gledajo pod roke, da mi zaupajo, da sem jaz res lahko v svojem centru in da komuniciram z rastlino. Vse to je dano tudi vam, nisem jaz nič posebenega, vsi to lahko v bistvu doživite, ampak tako sem rekla, ko res spletete en lep, ljubeč odnos do rastline, ko postanete njen prijatelj in ko rastlina resnično čuti, da jo imate radi. Mislim, če je Mateja Kitu, da bi še... Mateja, še bi kaj vprašala? Mene, ko imaš ponavadi me kaj za vprašati. A veste, ko si organizator ali pa, ko spraviš ljudi na kup, ne moraš tavžen stvari misliti zraven, tako da zadeve tečejo. V glavnem, Nataša, ste vi, ona ureja vrtove. In to ti sfrizira vrt, da je koj škateljce. Tako da bomo enkrat naredili delavnico še prnej, da boste v živo videli, kako se pogovarja z rastlinam. Probajte doma to narediti. Jaz vidim, čez jezo hodim po vrtu, recimo, letos so bile kumare en tak res vzorčen primer. Nekaj me je razjezel in jaz sem prišla s to energijo na vrt med kumare in vam povem, so začeli kar rjavi listi ratovati. Prej tako lepo cvetoče, tako lepo zelene. A veste, mi imamo vso moč v nas samih. In to nam tudi rastline kažejo. Zato pa imajo eni tako lepe rože na oknih, eni imamo pa, jaz sem brez, sorry.
Zato, ker nimam prvič ne časa za nje, ker mi je škoda gledati vegetiranje tam, glih tok, da je, a ne, se pač ukvarjam z drugimi stvarmi, a ne, in sem že tudi malo razmišljala, da bi jaz malo Natašo povabila v moj vrt, pa da bi ona to malo naštelala. Ja, tako da, Nataša, definitivno bova midve sklenile sodelovanje, če ne drugega, da mi boš prišla zdraviti moje rastline. Ja, jaz, Nataša, jaz sicer nisem vse poslušala, ker sem imela druge stvari še vmes za reševati, ampak, kot si rekla, ne, rastline čutijo, tako ko mi. One so glih tako prizadete ko mi. A ne? Opazujte jih. Konkretno, Nataša, kaj moramo mi v sami sebi narediti, da bojo rastline začele cveteti brez cvetala? Okay. Ja, to zdaj, ne, mi moramo začeti cveteti, ne, in pa bojo tudi rastline cvetele, ne. Ker če smo mi v nizkih vibracijah, v stresu, v jezi, v žalosti, v nemoči, potem mi ne moramo nekomu nekaj dati, niti rastlini, se pravi, naša čaša je prazna. Res pa je, tako sem že prej poudarila, da so rastline tu, da nas polnijo, da nam pomagajo. In tudi, če ste kdaj žalostni, tudi, če ste v stresu, pomaga sprehod čez gozd, definitivno pomaga. Pomaga, ko bosi hodimo po travi. Pomaga, ko se povežemo z rastlinami. Tu so zato, da nam pomagajo, da nas polnijo. In to našo življenjsko energijo, to našo esenco. In če se navežem na to vprašanje, se pravi, bolj ko smo mi polni, bolj ko smo mi srečni, bolj ko delamo stvari, ki nas resnično osrečujejo. Recimo jaz na eni točki z otrokoma sama in tako naprej sem hodila v službo in sem imela, Nežka ima ta ADHD in motnjo pozornosti in sem mogla na socialno oddati vlogo za ta dodatek za njega otroka. In mene kliče iz službe, iz socialne ena gospa in reče, gospa, vi imate tako nizko plačo, da vam še pripada 50 € socialne podpore, ne? In to je meni bil alarm, ne, Nataša, kaj tle počneš, znaš urejati vrtove, znaš vse, tu se razdajaš, nisi cenjena, ne, ampak prvo kot prvo, kaj sem jaz naredila? Jaz sem točno v tisti službi, ker nobena služba, pa noben partner, pa noben otrok ni odgovoren za to, kako se mi počutimo. Zato smo odgovorni mi sami. In jaz sem točno v tej službi, ki jo resnično nisem marala, ki je zame predstavljala totalen zapor, se pravi noter biti nekje 8 ur zaprta in gledati ven to naravo, dosegla stopnjo, da sem se točno v tej službi perfektno počutila. Točno v tej službi sem dosegla radost, hvaležnost, cenjene. To dosežeš z vajo. Vsako jutro sem vadila, ko sem se pelala, joj, koliko sem hvaležna, da imam avto, da se lahko pelem, koliko sem hvaležna, da imam noge, da lahko hodim, koliko sem hvaležna, da imam roke, da imam glas, da lahko postrežem stranke. In ko sem jaz prišla do stopnje, do občutka, ker vse se gre za občutek, da lahko jaz to službo pustim in da bo vse okej, da bom jaz imela dovolj denarja, potem sem jo pustila. In tudi rastline čutijo, kar mi čutimo. In tudi mi lahko čutimo, kaj rastlina čuti. To je en tak odnos, ko se stke, takrat, ko smo v bistvu pripravljeni si to priznati, tudi da je to možno. In rastline tudi od nas želijo, da smo mi srečni, ker tako je Mateja rekla, ko greš ti z jezo v vrt, ko si ti z jezo pri rastlinah, če bi jih jaz z jezo obrazovala, recimo jablane, verjemite, da ne bi nič bilo. Tako pa tam, ko mi zaupajo, ko hodim že, ne vem, 10 let jabolke obrazovati, sem prišla, ni bilo nič, ni bilo ene jabolke gor na drevesu. Po 3 letih sem dosegla recimo polno rodnost drevesa nazaj, starega drevesa, da so se veje lomile.
ampak to se gre za to povezavo z rastlinami. In slej ko prej boste mogli vsi spoznati, da se je z rastlinami treba povezovati in treba se je pa prvo kot prvo povezati sam s seboj. Da vi čutite, kaj želite, da vi čutite, a je res to, kar trenutno živite, res vaše življenje, a je to življenje mogoče vašega očeta, mogoče vaše mame, mogoče vaše učiteljice, a je to res tisto, kar si vi želite. In pol se v tišini pogovoriti sami s seboj, da se boste slišali, da boste videli, recimo v meditaciji so meni dani popolnoma vsi odgovori za mojo pot. Ko grem jaz recimo v planine za 3-4 dni in hodim po 8-9 ur na dan po planinah, po gorah, sama, jaz slišim, kam naj grem. Meni Bog, vesolje, angeli, vile, življenje, vse višnje, kakorkoli želite, moj višji jaz, točno pove, pojdi tja, pojdi do tega drevesa tudi, pojdi do tega človeka, moraš iti tja, tam boš nekoga srečala. Jaz se ne sprašujem, zdaj sem jaz slišala, da moram iti na Korošico. Zakaj moram iti na Korošico? V redu, tako sporočilo sem dobila, grem in potem tam recimo po 2 dneh srečam človeka, kjer ga sem pač mogla srečati. Kaj želim povedati? Vodeni smo, vsi smo vodeni, tudi vi ste vodeni. Nekdo vas vodi in vam želi, da bi bili tako jaz najbolj srečen človek na svetu. Ne da trpite in ne da vas je strah prihodnosti. Ker to, kar danes razmišljate, s tem ustvarjate našo prihodnost. Mi vsi smo eno, mi vsi smo kolektivna zavest. Če si predstavljate eno steklenico, da vam bo lažje, in vsi ljudje smo v tisti steklenici. Vsa jezera, vse rastline, cela zemlja je v tisti steklenici. In jaz sem tudi spodaj na dnu steklenice. In ko sem jaz srečna in ko so moje misli radostne in vesele in ko jaz plešem in ko jaz delam to, kar mene veseli, vplivam na popolnoma vse v tisti steklenici. Z eno svojo mislijo, z svojo vibracijo. In tako nobeden ni odgovoren, ko boste enkrat spoznali, da tudi ta politik more biti, pa tudi točno to se more dogajati, kar se dogaja. Ker vedno se vse dogaja nam v prid. Niti slučajno ni možno v dobeni situaciji, pa vas lahko ne vem koliko boli, pa lahko ne vem koliko trpite, pa lahko ne vem koliko jočete, pa se lahko ne vem koliko pritožujete nad politiki, pa nad tem, kaj želijo narediti, ampak vse to mi sami ustvarjamo s svojimi mislimi. In še nekaj, ko sem včeraj meditirala, mogoče se bo to zdaj zdelo komu čudno, ampak jaz sem pač za nekatere čudna in nora in to pač mi je čisto okej. Sem rada taka, uživam v tem. Se pravi, imela sem 3 dni nazaj ene zelo globoke sanje, se pravi, bi lahko rekla temu nočne more. Dobro me zdaj poslušajte, pa to raziskujte. Se pravi, nočne more. Zbudila sem se čist pretresana, en človek brez noge, z masko na obrazu, čist sem bila fertik, krtavala sem po stanovanju, kaj je zdaj to. Kaj sem jaz občutila? Se pravi, sanjala sem in sem občutila, kot da se dejansko to dogaja. Kot da je to resnica. Pa sem sanjala, sem se zbudila. Mi smo zdaj vsi tu na kupu, jaz govorim, vi lepo poslušate. Kaj, če so tudi to naše sanje? Kaj, če tudi to ni resnično? Kaj, če je tudi to iluzija? Kaj, če smo vsi skupaj nekje drugje in samo ustvarjamo svojimi mislimi in vidimo eno tako sliko, ko mogoče sploh mi mislimo, da je vse res, pa mogoče sploh ni res. Tako sanja, jih sanjamo, jih čutimo, čist živo jih občutimo, da so resnične, ampak ko se zbudimo, vemo, da smo samo sanjali. In mogoče tudi vse tole, kar se zdajle dogaja, vse samo sanjamo, da smo neki igrci, v kateri imamo na voljo strah, žalost, uspeh, srečo, radost, smrt, karkoli in si sami izbiramo.
Popolnoma vse si sami izbiramo s svojimi mislimi in s svojimi mislimi ustvarjamo, kje želimo biti in kaj želimo v življenju postati. In karkoli si izberete, karkoli, vse je mogoče. Jaz zelo nerada uporabljam nič ni nemogoče, ampak obračam na stran, ono stran palice, ker so moje želje, se pravi, popolnoma vse je mogoče. Popolnoma vse. In če imate vi kakršnokoli željo, je vaša želja, je drugačna od moje želje. In vsako željo, ko ste si jo zamislili, ko ste jo začutili, si lahko uresničite. Vi, s svojimi mislimi, da začnete delati na sebi, da začnete meditirati, da se začnete povezovati z rastlinami. Nujno je povezovanje z rastlinami in nujen je najti svoj mir. Zdaj, če boste vi si nekaj zaželeli, tako sem rekla, da kokoške nimajo teh obročkov gor, potem je en tak korak, ki je tudi nujno potreben, se pravi vizualizacija. Ko me ljudje vprašajo, zakaj sem jaz najbolj srečen človek na svetu, rečem zato, ker vizualiziram. Se pravi, zaprem oči in si zamislim tisto, kar si želim. Tako globoko si zamislim, da pridem do občutka, kot da to že imam. In ponovadi se pol v bistvu ta moja želja tudi zmanifestira. In ne glede na to, ali se zmanifestira ali ne, kljub temu sem jaz ves čas najbolj srečen človek na svetu. Tudi ko ne gre, pa morate vedeti, da tudi mene še boli, pa tudi jaz, zdaj ne bom tole se zlagala, da še jočem, ker zadnje čase jočem samo od sreče, ampak tudi jaz še doživim kontraste, izzive, v narekovajih probleme. Ampak sem se naučila pogledati jih iz drugega zornega kota in naučila sem se iti sama sebi, dvignati vibracijo do te stopnje, da najdem rešitev. Ker tako je že Nikola Tesla rekel, jaz nič ne govorim takega, kar že ni bilo odkritega, vse naše želje so že v kvantnem prostoru uresničene, 95% naših želja. In to je tu gor, na visoki vibraciji. Visoka vibracija je pa radost, sreča, užitek, smeh, joy. In ko se mi dvignemo do te stopnje, zavestno delamo korake, da smo čim dalj časa v užitku, potem se nam uresniči popolnoma vsaka želja. Čist vse je mogoče. In tudi, če imate zdaj željo, kdaj pa mi največ želj odpošljemo, ravno takrat, ko nas boli, ko pride do kontrasta, ko pride do problema. Takrat pa na nezavedni ravni največ želj odpošljemo v bistvu v vesolje. Tako da, dragi kreatorji, sami ustvarjate svoja življenja, če želite slišati sami sebe, je nujno potrebno se povezati z Matero Zemljo. Ona je tu, mi smo del nje, popolnoma vse je enako, nihče ni več vreden, nihče ni manj vreden, nihče več ne zna, nihče manj ne zna, nihče ni suh, nihče ni debel, nihče ni grd in nihče ni lep. Vse samo je. In prišel je čas, da začnemo nehati soditi, ker tudi ko rečemo nekomu, ful si lep, tudi to je sodba. Ali pa grci. Vse samo je. In ko boste prišli do tega stanja, da boste znali s temi očmi in s tem občutkom pogledati, da na svetu vse samo je, pa ste zmagali. In se boste poklonili nenormalen mir in harmonijo. Tako da, mečken sem šla tako po ovinkih, ja, rastline slišijo, čutijo, znajo brati naše misli, znajo brati našo energijo, znajo brati našo vibracijo. Če še kogarkoli, karkoli več zanima, sem odprta. Na Facebooku sem zelo aktivna, Nataša Meznarič me tam najdete, drugače tudi delam readinge, terapije, individualne coachinge, urejam okolice, tako da če kdo kaj rabi, z veseljem. Eni rečejo, da sem draga, ampak jaz pa rečem pač tismo človeku, da, ker sem kreator, ker si tudi denar sama ustvarjam in ga sama kreiram, ker imamo vsi to moč v sebi, da ga imamo točno toliko, kar si ga želimo.
pač rečem, draga sem za tistega, ko nima dovolj denarja, Ana. Tako da vsi imate možnost svoje otroke peljati v Disneyland, vsi imate možnost delati to, kar vas veseli, da vaš hobi postane vaš posel. Če vas karkoli več zanima, dobrodošli na predavanja, dobrodošli na delavnice. Jaz sem se imela z vami zelo lepo, upam, da tudi vi z mano, da sem vam kaj tako pametnega povedala, da vam bo pomagalo v življenju. Hvala vam.